Če nas strese močan potres. Občina sporoča in obvešča. Medvode na sejmu turizma. Zadružniki na posvetu. Glasba za pokušino. Na veteranskih tekmah. Žal bi podrl svetovni rekord. Lepo pozdravljeni. Veter včeraj čez dan in globoko v današnjo noč ni samo šelestev ali zavijal, prav bobnel je in tudi rušil. Štab civilne zaščite občine Medvode se je sestal ob 21. uri in se zaradi močnega vetra in podrtih dreves odločil, da čez noč preventivno zapre nekaj cest po Pohograjcih. Na cesto, predvsem po dolini reke Lučnice, je padlo vsaj ducat dreves, med drugim tudi na stanovanjsko hišo. Štab civilne zaščite se je sicer sestal že drugič zapored v tem tednu. Prvič se je zgolj za vajo. Če bi osrednjo Slovenijo, kamor sodi tudi naša občina, stresel potres z intenziteto 7 do 8 stopnje po evropski potresni lestvici, se predvideva sledeče. 600 tisoč ljudi izpostavljenih posledicam potresa, več kot 60 tisoč ljudi brez strehe nad glavo, več kot 100 porušenih stavb, več kot 5 tisoč stavb potrebnih temeljite prenove in prizadeti številni objekti prometne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture. Dejstvo je, da se je na tak scenarij potrebno pripraviti. Zato Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj s konzorcijskimi partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Nemčije v letih 2019 in 2020 izvaja projekt imenovan SeaQuake 2020. Vanj je vključena tudi občina Medvode. V torek se je torej občinska sejna soba spremenila v sedež štaba civilne zaščite občine Medvode in skupine za podporo vodenju v okviru mednarodne vaje SeaQuake 2020. V kako potresno varni stavbi se trenutno nahaja štab? Štab je, preden je začel zasedati, je prevzel vse mere previdnosti. Po prvi oceni protoga, ki je program za preveritev potresne varnosti, se nahajamo v potresno varni stavbi. Je pa drug aspekt, ki smo pomislili tudi na to, vodna pregrada Savskih elektrarn. Načelno je v načrtih napisano, da mora zdržati 9. stopnjo potresa, ampak napreden smo začeli zasedati v tej sestavi, tukaj na tem prostoru smo si pridobili fizično informacijo iz hidroelektrarne Medvode po njihovem pregledu, da so nam podali podatek, da načelno ne zaznajo nobene poškodbe. Štab je preigraval scenarije in opravljal naloge, ki bi jih sicer v primeru, če bi osrednjo Slovenijo, torej Ljubljano in še 31 okoliških občin, torej tudi Medvoško, stresel potres intenzitete kar 9 stopnje po evropski potresni lestvici. In to 12 minut čez 4. uro po noči. Dobili smo določene naloge, da pregledamo teritorij občine Medvode, da ugotovimo, koliko imamo porušenih stavb, koliko imamo razpokanih stavb. Pred nami je nočni scenarij, ker je potres bil ob 4. uri pa 12 minut, kar pomeni, da je v stavbah veliko več ljudi, kakor če bi bil to dnevni scenarij. Ugotoviti moramo, kako je z infrastrukturo, kako je s prometnicami in potem po naših načrtih in scenarijih je potrebno poiskati rešitev. Vmes moramo pošiljati poročila na Upravo za zaščito in reševanje Ljubljana. Oni te podatke zbirajo in potem bojo na višjemu nivoju, na regijskemu in državnemu štabu skupaj z vsemi ministrstvi Vlade Republike Slovenije iskali rešitve in zaprosili za meddržavno pomoč. In kakšen scenarij je predviden za občino Medvode v primeru potresa 9. stopnje po evropski potresni stopnji? Ob 10. uri, ko smo obiskali štab civilne zaščite, v tej sestavi je bil imenovan marca lansko leto, je tam moral razpolagati s podobnimi podatki, kot so že zapisani v načrtu zaščite in reševanja ob potresu. Trenutno moramo mi operirati s sledečimi podatki: 4 do 5 porušenih stavb bolj v centru občine Medvode, oziroma vse stavbe so načelno v mestu občine Medvode.
V teh stavbah je 94 ljudi, ki načelno ne vemo, ali so preživeli, ali so ranjeni, ali so dobri. Vsega skupaj je problematičnih 350 ljudi po nočnemu scenariju, ker stavbe delimo po kategorijah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mi smo se fokusirali na kategorije 4, 5, kar pomeni, da so stavbe trajno neuporabne za življenje. Poskrbeti moramo za teh 350 ljudi, med njimi so ranjeni, tekom vaje bomo ugotovili, če je mogoče celo kdo pokojni, poskrbeti za to. Imamo pa kar visoko število ljudi, tudi v kategoriji stavb 2 in 3, kjer bo potrebno zagotoviti začasno namestitev teh ljudi, to je pa namestitev v času, ko bodo ustrezne službe ugotovile statično stabilnost teh stavb, ali se lahko vrnejo nazaj, ali se ne smejo vrniti nazaj. Teh ljudi pa po trenutnih podatkih, ki imamo, jih ne bi bilo okoli 3000. Kako zagotoviti zadostno število reševalnih enot in kako poskrbeti za začasno nastanitev tolikšnega števila prebivalstva, bi lahko bila ena od zahtevnejših nalog štaba. Pri iskanju rešitev pa so dragocene izkušnje iz vaje potres 2017, ki jih je štab civilne zaščite, takrat še pod poveljstvom župana občine Medvode Nejca Smoleta, v praksi uporabil ob nevarnosti razlitja nevarnih snovi iz prevrnjenega kamiona na klancu. Je pa današnja vaja sigurno zelo dobra za nas štab civilne zaščite občine Medvode z vsemi službami, ki pritičajo zraven, za naše treniranje, za naše komunikacije, za naše medsebojno sodelovanje. Treba je pa poudariti namreč sledeče, da načrt zaščite in reševanje za potres je oče vseh načrtov, ker iz tega načrta lahko izpeljamo potem še marsikatere druge reševalne akcije, ker sigurno se v delu tega načrta najde tudi, vihar, poplave ali pa kaj takega. Tako da so to zelo, zelo dobrodošle zadeve. Tako kot jaz ne vem, če se krajani spomnijo, je bila vaja v Heliosu, obrat Preska je tudi sodeloval štab civilne zaščite takrat tam in smo mogli tudi efektivno delati rešitve, iskati, tako je pa tudi danes. Res je, da imamo kakšno uro več časa, ampak imamo tudi obilo več dela. Od 16. stoletja dalje je bilo v Sloveniji zabeleženih več kot 50 potresov z intenziteto vsaj 7. stopnja po evropski potresni lestvici. Potres v osrednji Sloveniji, kamor sodi tudi naša občina, bi za slovenske razmere imel hude posledice, predvsem zaradi goste naseljenosti, dnevnih migracij, prisotnosti državnih in gospodarskih ustanov ter križišč prometne in energetske infrastrukture. In da osvežimo spomin na vajo potres leta 2017, ko se je v praksi, ne le v teoriji, preigraval scenarij, da je Medvode stresel potres 8. stopnje po evropski potresni lestvici. Prvi dan se je v okviru vaje zvrstilo 37 različnih dogodkov po različnih lokacijah po celi občini, v katerih je sodelovalo 341 udeležencev. Dan kasneje pa se je zvrstilo še 33 dogodkov z 298 sodelujočimi. V scenariju je bilo med drugim predvidena evakuacija in reševanje iz 30 podrtih stavb, požar na kmetiji, sončno elektrarno, razlitje nevarnih snovi ter reševanje iz vode in višin. V torek je potekala štabna vaja v 32 občinah. Včeraj so se v vajo vključili štabi oziroma centri za obveščanje o državah članicah mehanizma, ki se bodo odzvali na zaprosilo Vlade Republike Slovenije za mednarodno pomoč. Jutri, to je v petek, pa bo sklepni dogodek z razpravo o izkušnjah in ugotovitvah. Nadaljujemo pa z ostalimi novicami. Občina Medvode obvešča javnost, da je zaradi velikega števila vprašanj in pobud podaljšala rok za podajanje pobud za spremembo občinskega prostorskega načrta, in sicer do petka 28. februarja. Do takrat boste tudi vsi tisti, ki ste se pritožili na informativni izračun za odmero nadomestila za stavbno zemljišče, že dobili odgovor in se boste lažje odločili, ali podati kakšno pobudo ali ne.
Fizična ali pravna oseba mora pobudo podati na zahtevanem obrazcu, ki ga lahko pridobi na občinski spletni strani ali v sprejemni pisarni občine Medvode. Novost pa je, da v določenem primeru podajanje pobud ni več zastonj. V primeru, da gre za pobudo za spremembo namembnosti zemljišč iz kmetijskega v stavbno, je potrebno plačati takso v višini 300 evrov. V primeru pa, da se pobuda nanaša le na spremembo namembnosti stavbnega zemljišča, pa takso v višini 250 evrov. V nasprotnem primeru, da bi podali pobudo za prekvalifikacijo stavbnega zemljišča nazaj v kmetijsko, gozdno ali vodno, pa občinske takse ni. Je pa potrebno plačati upravno takso v višini 4,5 evrov. Podobno tudi ob pobudi za spremembo splošnih, podrobnih ali posebnih prostorskih izvedbenih pogojev. Občina Medvode je objavila tudi razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinansiranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode. Še vedno so do sofinansiranja upravičeni le lastniki malih komunalnih čistilnih naprav 8 naselij v Polhograjcih. Država je konec decembra lani sicer sprejela spremenjeno uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki pa je po oceni občinske uprave za Medvode neugodna. Kljub vsemu pa občini tudi uradno daje možnost, da sofinansiranje uvede tudi v primerih, ko preko ekonomske analize ugotovi, da je oprema z malimi čistilnimi napravami 3-krat cenejša kot oprema z javno kanalizacijo. Tovrstna rešitev se torej obeta še za območje, kot so Golo Brdo, Seničica, Žlebe, Zavrh. Torej priporočilo velja: shranite račune in dokazila. Občina Medvode je objavila tudi javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom, in to po novem pravilniku, ki ga je občinski svet sprejel na zadnji seji občinskega sveta sredi decembra lansko leto. Po novem nagrade pripadajo le tistim študentom, ki so v času od prejšnjega razpisa diplomirali, magistrirali ali doktorirali. Največja novost pa je, da lahko kandidirajo le tisti, ki na dan zagovora diplome še ne bodo stari 25 let, na dan zagovora magistrskega dela 27 let in na dan zagovora doktorske disertacije še niso dopolnili 30 let. In še novo točkovanje. Dodatni 2 točki bo mogoče doseči, če je študent imel v vseh letnikih povprečno oceno 10 ali pa je v magisteriju ali doktorski disertaciji obravnaval tematiko povezano z občino Medvode. Na socialnih omrežjih se okrog novosti že pojavljajo dileme, žal prepozno. O večini teh tem bomo v prihodnjih oddajah še poročali. V prejšnji informativni oddaji smo vas povabili k obisku 31. sejma turizma, kampinga in karavaninga Alpe Adria 2020. In tja smo se v petek odpravili tudi z našo kamero. Po 2 dneh smo ulovili utrip pridnega dela medvoških turističnih prostovoljcev, ki so v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje od srede do sobote promovirali lepote naše občine in zbirali ideje, kako Medvode privabiti še več obiskovalcev. Gastronomski, aktivni in kulturni turizem so smernice ene tistih gospodarskih panog, za katere lahko z gotovostjo trdimo, da so v vzponu in bodo še kako krojile prihodnost slovenskega, pa tudi svetovnega bivanja. Teh 3 smernic s poudarkom na lokalni kulinariki in pohodništvu ter učnih poteh se držijo tudi turistični delavci v občini Medvode, kjer na tem področju v zadnjem obdobju uspešno sodelujeta prostovoljski del, ki je postavil temelje turizma v občini, in javni zavod, ki je k razvoju turistične ponudbe v občini pristopil na profesionalnem nivoju. Projekte določene delamo skupaj. Resno moram poudariti, da jaz kot turistična zveza nikdar nimam problema, če prosim za eno uslugo, se mi naredi. Na javnem zavodu imam strokovnega sodelavca, ki mi pomaga pri vseh nerešljivih problemih z moje strani. Javni zavod ima pa še svoj plan dela, kjer so pa določeni druge prireditve, kjer pa mi tudi lahko sodelujemo po drugih kanalih. Se pravi, prvo moramo pa to zaupanje vzpostaviti in ta zaupanje je. Jaz bi samo še več, to pa z leti bo prišlo, ko bomo
tudi razčistili to relacijo javni zavod, kaj organizira javni zavod, kaj turistična društva, ki so prostovoljci, tako da jaz mislim, da bo skozi boljše. Plodno sodelovanje je še posebej pomembno tudi ob večjih dogodkih, kot je bila tudi tokratna udeležba na sejmu Alpe Adria. Medvoška stojnica, okrašena z lokalnim promocijskim materialom, je imela ves čas vesele prostovoljce, ki so informacije o občini Medvode nudili tako tistim, ki naše kraje dobro poznajo, kot tistim, ki medvoške občine ne bi znali niti poiskati na zemljevidu. Na sejmu so sodelovali prostovoljci vseh medvoških turističnih društev. Ljudje, ki so pozitivni, privabljajo s tem ljudi k sebi in tudi v bistvu znajo pozitivno nastopati in predstaviti tisto, kar imajo pač za predstavljati. Zdaj v bistvu gledamo tako, da sicer predstavlja turistično društvo svojo ponudbo, tisto, ki je dežurno, ampak se avtomatično loti vseh ostalih prireditev z vsemi letaki in z vsemi obrazložitvami. Da bi bilo za obiskovalce še bolj zanimivo, so Medvoščani pripravili tudi kviz o poznavanju medvoških krajev, zgodovine in običajev. Prvo je bila zamisel taka, da naj bi res poznali Medvode in vprašanja niso ravno najlažja, recimo, da ti rečeš poznate Medvode in reče obiskovalci ja poznam, no potem pa sodelujete v kvizu. Ta vprašanja so malo težja po en stran in tisti, kdor ne bi pravilno odgovoril, bi za spominček dobil en kamenček iz naše reke Sore letos. To smo preskrbeli za to lažilno nagrado. Potem pa smo ugotovili, da je tudi to zelo zanimivo, če ljudem poveš od kje in zakaj in kaj imamo in potem se lotiš nagradne igre tega kviza in jim malo pomagaš seveda in na koncu koncev je to večji učinek. Recimo vsak dan razdelimo pa tam od 20 do 30 nagrad. Nagrade so prispevala turistična društva in javni zavod Sotočje. Delili pa so promocijski material, nekateri srečneži so prejeli knjigo o tradiciji miklavževanja v Goričanah ali pa darilni bon za čolnarjenje po Zbiljskem jezeru. Vse, ki so postali ob medvoški stojnici, pa so seveda povabili na naše kraje tudi obiščejo, bodisi da kaj dobrega pojedo, se rekreirajo po Polhograjcih, čolnarijo v Zbiljah ali pa zgolj obiščejo katero od številnih prireditev. Predstavimo jim mogoče še druge kotičke, mogoče stražo v Pirnečah, mogoče Turenc, plezalno steno, vse tega sploh ni. To so take majhne destinacije, ki v bistvu samo popestritev za skrite kotičke, za vse tiste, ki obiskovalci, ko pridajo, pa da imajo še nekaj več za obiskati celo leto, če tako gledamo. Prospektov, letakov imamo še tudi veliko, tako da se tudi to poslužujemo. Zavod je pa poskrbel, to pa moram ekstra poudariti, da imamo vse na letakih, tako da lahko vsi obiskovalci te letake domov vzamejo. Vse prireditve in vse večje dogodke imamo obeležene, tako da se ne pozabi. Za obiskovalce, ki pridejo od drugje, ne iz Medvod, ker v Medvodah imamo pa druge kanale, kjer dosti dobro obveščamo. Zagotovo pa k promociji medvoške občine prispevajo številni dogodki, predvsem tisti, ki so se dobro prijeli, na primer Goričanski parkeljni. Se mi zdi, da prepoznavnost Medvod kar raste z našo prireditvijo in da se širi dober glas tudi v celotni občini in da s tem res rastemo in da vidimo ljudi, ki prihajajo iz celotne Slovenije. Naprimer, danes sam je prišla gospa iz Štajerske in je spraševala po parkeljnih, tako da se res širi ta glas daleč. Turistično društvo Goričane v zadnjih letih bolj intenzivno dela na 3 dogodkih. Poleg parkeljnov organizirajo še prvomajsko kresovanje, stalnica pa je postal tudi kino na prostem. Pridni prostovoljci se lotevajo tudi drugih projektov, ki so pomembni za kraj. Lansko leto oziroma letošnje leto smo tudi postavili tablo pri Starmogradu, pa na splošno turistično društvo Goričane vaše imamo v letu 3 večje prireditve, se pravi kresovanje, kino na prostem in seveda pač parkeljne.
Imamo pa tudi, naprimer, lansko leto smo naredili knjigo ob 50-letnici miklavževanja po vasi. Se mi zdi knjiga zelo zanimiva za pogledati. Saj res predstavlja to povezanost, ki sem prej govoril, da ljudje sodelujejo pač že v Goričanah dolgo časa. Da brez sodelovanja in podpore krajanov, pa ne glede na to, o katerem koncu občine govorimo, turizma ne bi mogli razvijati, je seveda jasno. In na različnih dogodkih občani sodelujejo, krepijo vezi in posredno tudi proračun občine. Člani turističnih društev, predvsem pa predstavniki javnega zavoda Sotočje, so na tokratnem sejmu lahko pridobili tudi nove, inovativne ideje, ki jih gojijo druga društva in zveze v Sloveniji, in verjamemo, da jih bodo v prihodnje v najboljši izvedbi tudi umestili v medvoško turistično ponudbo. Zadružna zveza Slovenije je letos že 17. leto zapored organizirala regijske posvete o aktualni kmetijski in zadružni problematiki, ki se jih udeležujejo predsedniki, direktorji, člani upravnih in nadzornih odborov zadrug ter zaposleni v zadrugah. Regijski posvet zadružnikov Kamniško-Zasavske, Ljubljanske in Gorenjske regije je bil že 4. leto zapored v domu enega od dolgoletnih medvoških zadružnikov v gostilni Mihovec v Pirničah. Aktualno dogajanje na področju kmetijstva je predstavil dr. Jože Podgoršek, zaenkrat še državni sekretar na kmetijskem ministrstvu in član kmetijske zadruge Medvode. Regijski posveti so stalnica organizaciji Zadružne zveze Slovenije, ki jo že od leta 1996 vodi Peter Vrisk. Velika večina zadrug dela pozitivno, skupno premoženje se povečuje, skupni promet se povečuje korakoma, ne tako, zadruge niso neka podjetja, neke gazele, ki bo v 2 letih ne vem kam šle v nebo, in tudi je prav, da torej napredek v zadrugah je počasen, nekih velikih dobičkov nikaj zadruga tekom svojega poslovanja nekako tisto pozitivno usmerja v dobrobit svojih članov, kar je tudi prav. Vrisk meni še, da bi vlada, katerakoli že bo, morala ponovno vzpostaviti delovno skupino za razvoj zadružništva, ki naj bi se razvijal tudi na ostalih področjih izven kmetijstva. Odnos do zadružništva se je v zadnjem desetletju bistveno spremenil. Vendar samo lepe želje, lepe besede niso dovolj. Potrebno je dati določene še finančne spodbude za zadruge, potrebno je dati določene davčne olajšave, torej tako kot imajo tudi nekatere razvite zahodnoevropske države, da bi se te zadruge še bolj razvile. Če hoče država imeti neko socialno noto v državi, potem najceneje to zagotavlja z razvojem zadrug. V omenjenih 3 regijah deluje 18 kmetijskih zadrug, med drugim uspešno tudi medvoška. Skupaj ustvarijo letno 182 milijonov evrov prihodkov, zaposlujejo 640 delavcev in združujejo skoraj 4000 članov. Zadruge v večini torej poslujejo uspešno, njihove glavne dejavnosti pa so odkup lesa, zelenjave, sadja, predvsem pa mleka in mesa, kar velja tudi za medvoško zadrugo, preko katere je bilo lansko leto odkupljeno rekordnih skoraj 12 milijonov litrov mleka. Zadruga posluje dobro in pozitivno še vedno? Zadruga pozitivno. Letos smo izplačali tudi super rabat, dali nagrado zaposlenim in tako da lahko so naši zadružniki ponosni na sami sebe. Aktualno dogajanje na področju kmetijstva je zbranim zadružnikom ponovno predstavil dr. Jože Podgoršek, zaenkrat še državni sekretar za področje kmetijstva, nekdaj varuh odnosov v verigi s hrano, član kmetijske zadruge Medvode in pred dobrima 2 letoma tudi njen protikandidat Vrisku ob poskusu njegove zamenjave. Podgorškovi napotki so bili tokrat povezani tudi z dejstvom, da se z letom 2020 zaključuje obstoječe programsko obdobje skupne kmetijske politike. Nedvomno naj bodo vsa kmetijska gospodarstva zelo pozorna na razpise, ki jih bomo v letošnjem letu intenzivno še objavljali, ker zelo verjetno bo pri nekaterih ukrepih to eden od zadnjih ali celo zadnji razpis za sofinanciranje nekaterih aktivnosti, investicij. In potem pričakujemo leto pa pol
nekega prehodnega obdobja, v katerem verjetno kakšnih razpisov ne bo več za posamezne ali investicije ali posamezne ukrepe, ne zgolj investicije. Že sicer je pozval vse deležnike v kmetijstvu k strateškemu razmišljanju. To strateško razmišljanje, ne glede na to, v kakšnem statusu je vlada v odhajanju ali ne, na našem ministrstvu moramo narediti in ga moramo pripeljati do nekega zaključka verjetno že v prvi polovici letošnjega leta. In tukaj je pa zelo pomembna pomoč tistih, ki od tega dejansko živijo in delajo v posameznem sektorju. Na ministrstvu zaključujejo analizo prednosti in slabosti na posameznem sektorju, da bi začrtali smernice razvoja kot podlago finančnim ukrepom. Podgoršek nobenega izmed sektorjev v tem trenutku ne izpostavlja, ranljivo in izpostavljeno tudi izzivom Evropskega zelenega dogovora pa, da je celotno evropsko kmetijstvo. Torej na še večje pritiske po okoljskih zadevah. Ravno tako tudi v Sloveniji z neko zaskrbljenostjo spremljamo te tudi dogajanja na slovenskem ozemlju. Ne nazadnje v Sloveniji ne pristajamo, to moramo poudariti, na to, da nekateri udirajo na slovenske kmetije zaradi tega, ker so drugače misleči kot pa morda nekateri drugi. In še, da so vsi sektorji kmetijstva na prepihu. V vsakem letu nas v nekem sektorju ali pa nas preseneti vedno drug sektor. Ne? V Slovenijo se moramo zavedati, prihajajo tudi novi škodljivci, nove bolezni. Tukaj je velik izziv za sadjarski sektor, velik izziv za sektor prašičereja. Afriška prašičja kuga nam praktično trka na vrata. Potem imamo velik izziv, kako odgovoriti na vse večje pobude za zmanjševanje živinoreje v Sloveniji. Slovenija je država, ki se bo brez pašne živinoreje slej ko prej večji del zarasla. Imamo 57% kmetijskih zemljišč v uporabi praktično absolutnih travnikov, ki jih ne moremo preorati, ker so bodisi na nadmorskih višinah, na Gibi, Cerkniško jezero in tako naprej. In tam bomo potrebovali nekoga, da bo negoval to slovensko krajino. Če je bila evropska skupna kmetijska politika vsa desetletja doslej dogovorjena na bruseljski ravni, države članice pa so jo bile dolžne izpolnjevati, ne bi bilo z novo finančno perspektivo po letu 2020 drugače, saj ne bi imele države več možnosti samostojnega odločanja o razvoju kmetijstva in podeželja. Mi tukaj jasno izražamo svojo zahtevo, da ne pristajamo na nobeno zniževanje finančnih sredstev v naslednjem finančnem obdobju. Torej, eno so pogajanja do Evropske unije, malo je zdaj težava, vlada je padla, zdaj ne vemo, kdo se bo, če se bo pogajal, vendar to je mal handicap, ker Evropska unija njih ne zanima, ali mi imamo vlado ali jo nimamo, oni pač želijo, da mi pravočasno svoje zahteve podamo. Kmetijska zadruga Medvode se je pred 3 leti, ko je posredovala pri prodaji skoraj 5200 živali, vključila v shemo za govejo meso izbrana kakovost Slovenije in pridobila certifikat. Zato smo dobili zagotovilo, da se v slovenskem zadružnem sistemu podobne afere, kot je bila na primer lanskoletna s spornim govejim mesom, uvoženim iz Poljske, ne bo zgodila. Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je na letošnjem posvetu poudaril, da se je shema kakovosti dobro prijela. Torej, na vseh segmentih se je izbrana kakovost prijela zelo pozitivno. Tudi slovenski potrošniki prepoznavajo znak izbrane kakovosti, so jo pripravljeni bolj pogosto kupovati in celo morda dati kakšen cent več za hrano izbrane kakovosti. Prav prej omenjene afere pa so osmislile apel zadružnikov, da država vendarle pripomore k temu, da bo več domače hrane ne le v gospodinjstvih, ampak tudi v naših javnih prehrambenih obratih. Kot pravi Podgoršek, jih je padec vlade presenetil tik pred zaključevanjem usklajene kmetijske zakonodaje, ki bi omogočala pregled nad izvajanjem tako imenovane uredbe o zelenem javnem naročanju in tudi sankcioniranje njenega neizvajanja. Zakon že zdaj omogoča do 20% nakupa mimo sistema javnega naročanja, torej lahko javni prehranski obrati, šole, vrtci, bolnišnice potrkajo na sosedovo kmetijo in dobijo jabolka, krompir, mleko, karkoli že so te kmetije sposobne prodati, seveda če želijo. In v Sloveniji imamo nekatere javne zavode, ki to odlično izkoriščajo v tem pozitivnem smislu. Imamo pa nekatere javne zavode, ki se s tem sploh ne ukvarjajo in dajo javno naročanje, kdor dobi, dobi. In tukaj želimo delati naprej na osveščanju vseh, tudi javnih prehranskih obratov. Želimo doseči, da bomo uredbo o zelenem javnem naročanju bolj spoštovali. Zakaj to uredbo? Zato, ker določa, da morajo javni prehranski obrati imeti v
strukturi hrane vsaj 15% živil ekološkega porekla in pa 20% ostalih shem kakovosti, med katerimi tudi izbrana kakovost. V lanskem letu smo uredbo o zelenem javnem naročanju spremenili in dvignili sheme kakovosti iz 15 na 20% in zdaj nas čaka, kot sem že omenil, ravno ta naslednji korak, da bi to uredbo vendarle naredili bolj zavezujočo, kot je zdaj. Zadružniki se sicer soočajo z dvema očitkoma strani javnih zavodov in ustanov. Ne le, da niso konkurenčni, ampak tudi, da nimajo zadostne ponudbe. Glede na to, da ste tukaj domačin, kdaj vstopite v trgovino Kmetijske zadruge Medvode pri vas v Vodicah, pa če kdaj pridete na Medvoško tržnico? Ja, v bistvu jaz sem tudi član te zadruge Medvode, tako da imam tudi njihovo kartico zvestobe, ne. Kot kupec praktično zelo pogosto oziroma vse, kar rabimo tudi na domači kmetiji ali na domačem vrtu, kupujemo praviloma preko zadruge. Ker imamo pa v Vodicah tudi svojo sobotno tržnico, po Medvodah na tržnici še nisem bil, sem pa redni kupec v mojih domačih Vodicah. Že sicer pa so zadružniki opozorili na problem kmetovanja na vodovarstvenih območjih in v Naturi 2000, na pretirane zahteve na področju gradbene zakonodaje pri investicijah v hleve in pozvali k uvedbi plačil za krave dojilje. Razpravljali so o definiciji pravega kmeta in opozorili na nujnost zaokroževanja kmetijskih zemljišč ter nakupa državnih zemljišč. Tokratni regijski posvet zadružnikov pa smo ponovno izkoristili, da tako kot vsako leto preverimo, kaj se dogaja v Deželni banki Slovenije, katere največja lastnica pa vendarle najbolj vplivna je zadružna kapitalska družba in kakšno je posledično stanje v Semenarni Ljubljana. Da torej preverimo, kako se izpolnjujejo obljube predsednika Zadružne zveze Slovenije Petra Vriska izpred let, da je Deželno banko Slovenije rešil tajkunov in da Semenarna v njeni lasti ostaja skrbnica avtohtonih slovenskih sort. Kot vemo, je Vrisk konec januarja, kot pravi sam, protestno odstopil z funkcije člana in predsednika nadzornega sveta Deželne banke Slovenije in kot se neuradno že domneva, ima Semenarna Ljubljana novega lastnika, ki pa ni slovenski. O tem pa več v prihodnji oddaji. Medvoška knjižnica gosti številne zanimive dogodke in enega takih je sredi januarja pripravil Jakob Šubic, ki je sredi knjižnice postavil miniaturni naravni dom. Na predavanju je predstavil, kako izgleda načrtovanje in izgradnja naravnega doma, v kakršnem živi tudi sam. Dotaknil se je tako okoljskega kot tudi bivanjskega vidika tovrstnih domovanj, ki predstavljajo vračanje k sonaravnemu bivanju z naravo. Jakob Šubic je že pred leti sam iz naravnih materialov zgradil hišo, v kateri z družino živi na Topolu. Hiša je velika 120 kvadratnih metrov, osnovni materiali, ki jih je uporabil pri njeni gradnji pa so les, konopljino predivo, ilovica in apno. Za kurjavo na zimo porabi zgolj 2 do 3 metre drv, saj je grajena po konceptu gradnje, po kakršnem v Beli krajini hiše stojijo že 500 let. Človek je narejen iz narave in če naravne materiale uporabljaš, se ta izmenjava, se jo čuti. Ko si v hiši iz naravnih materialov, ki so čim manj preoblikovanih, ti hiši daješ in dobivaš nazaj in je komunikacija zelo lepa. Mogoče jaz bolj čutim, ker sem to gradil, ampak je izjemno prijetna komunikacija, tako kot v gozdu. Zrak je noter vedno svež, ker hiša diha, v kopalnici se ne rosijo šipe, ker hiša diha. Pri njegovi gradnji ne gre toliko za gradbeni podvig, kot za to, da način gradnje tudi filozofsko osmisli. V bistvu je v tem, da zaupaš sebi, da zaupaš naravi, da ti da pravi material, s katerim lahko ti kreiraš, lahko ustvariš, lahko tisto svojo težavo, ki jo imaš, rešiš. Gre za to zaupanje in za to, da dejansko vse te informacije, vsa ta vedenja že imamo v sebi. Ni jih treba z umom dobiti, ampak jih so že v nas in ko je trenutek ta prav, pridejo na dan. Se pravi, da si upaš enostavno preizkušati, poskušati, ampak zdaj, če si veliko hišo nastaviš, potem z nekimi poskusi je zelo težko. Če si pa majhno nastaviš,
Pa ni problem, fališ, narediš še enkrat, fališ, narediš še enkrat, nekakšno stvar. Gradnja take hiše po njegovih izjavah pomeni popoln odmik od klasičnega reševanja stanovanjskega problema, kjer graditelj najprej trpi med gradnjo in nato še 20 let odplačuje kredite. Zaradi tega predlaga spodbujanje gradnje manjših objektov, tudi objektov, ki bi jih zgradili osnovnošolci s pomočjo odprtega učnega okolja. Manjši kot je objekt, ne, lažje potem se ti igraš, ker v bistvu gradnja je igra. Ne. Gradnja ni safar pa 20 let kredita, pa obrtniki, pa ne vem kaj, ne, ampak je v bistvu ena igra. Ne. Če smo z otroci na Katarine en tak objekt postavili, ne, in to je bilo veselja, smejanja, to je bilo koliko igre so oni iz tega, ne, pa smo dejansko delali, ampak vmes so se oni še malo poigrali. Ne. Trenutno izdeluje manjšo hišo velikosti 12 kvadratnih metrov. V njej je prostora za 2 osebi, za manjši kuhalnik in nekaj malega za obleči. Stranišče je zunaj, vodo si prineseš. Vse skupaj ga je stalo zgolj 1000 evrov in 3 mesece dela. Kot je dejal, je njemu prioriteta užiti lepoto okrog sebe in v sebi in ga materialne dobrine sploh ne zanimajo. Naravnih gradenj je vedno več, a tukaj govorimo predvsem o večjih, običajnih stanovanjskih hišah, medtem ko za manjše še ni veliko zanimanja. To mi je pa en kmet mi je dobro rekel, tam, kjer delam na Kočevskem, eno tako hiško, je rekel, veš, saj zdaj vsi ljudje mislijo, da je to neumen. Ampak ti povem, ne bo več dolgo trajalo, ker to več ne bo tako neumen. In je vse povedal. Ne? Za konec je Šubič še predlagal, da bi na tak način lahko tudi v Preski ustvarili novo šolo, ki bi bila boljša za vse, otroke, učitelje in starše. Pa še veliko cenejša bi bila od 13 do 15 milijonov evrov, kolikor je ocenjen strošek gradnje nove. Seveda pa bi bilo za tak podvig potrebno bistveno spremeniti šolske standarde, kar pomeni, da bodo zaenkrat naravne hiše ostale v domeni ljudi s posebej subtilnim odnosom do okolja. V petek se je iz kavarne Sotočje ponovno slišala glasba, saj je javni zavod Sotočje priredil večer spoznavanja mladih glasbenikov iz projekta Glasba za pokušino. Tokrat so bili povabljeni mladinci godbe Medvode pod vodstvom Maje Šušteršič in godalni kvartet Dolče pod vodstvom violinistke Ane Lučniškar. Torej mladi glasbeniki z veliko ljubeznijo do glasbe in kvalitetne izvedbe. No, dobre glasbe in dobrega razpoloženja pa ne bo manjkalo niti to nedeljo. Na tokratnem večeru Glasbe za pokušino sta se predstavili 2 mladi glasbeni skupini iz Medvod. Sprva so se predstavili mladince godbe Medvode, ki so za goste odigrali priredbe popularnih skladb, kot so Viva la vida, Pink Panther, Zemlja pleše in mnoge druge. V drugi polovici večera pa so nastopila še dekleta iz godalnega kvarteta Dolče. Začeli smo igrati v 2. letniku srednje šole. Delujemo pod okvirom Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Začeli smo igrati v bistvu v okviru šole, v okviru programa. Tako da zdaj že igramo 2 leti. Nastopamo pa tako tudi, ne vem, ob različnih priložnostih, tudi predsedniški palači, ki nas pa vabijo, ko rabijo popestritev z glasbo. Potem tudi v Cankarjevem domu smo že igrali. Tako pač res se rade odzovemo na take priložnosti, naprimer tako, kot je bilo danes v kavarni Sotočje. Kvartet Dolče pa je za obiskovalce odigral nekaj bolj klasičnih melodij. Predstavili smo se najprej z godalnim kvartetom Josefa Haydna, sicer kvintni godalni kvartet, zaigrali smo prvi stavek, potem smo zaigrali godalni kvartet Petra Iliča Čajkovskega, drugi in tretji stavek, na koncu pa smo zaključili v ritmih tanga z Poruno Kabico skladatelja Gardela. Sama publika je bila zelo navdušena tako nad mladinci orkestra Medvode, kot tudi nad skupino Dolče. Navdušenje pa ni bilo zgolj strani poslušalcev, ampak tudi s strani nastopajočih, ki pravijo, da so na samem dogodku zelo uživali. Vzdušje je bilo zelo tako sproščeno, kar nam je bilo fajn, da nismo imeli preveč treme. Tako nam je res fajn ob takih priložnostih nastopati, da lahko s našo glasbo popestrimo večere, da ljudje uživajo. Vsi ljubitelji slakovih melodij pa lahko na svoj račun pridete dan po kulturnem prazniku. V nedeljo 9. februarja bo v medvoški športni dvorani namreč potekal večer glasbe Lojzeta Slaka.
Že leta 2018 je bila ustanovljena koncertna zasedba Slakove glasbe, s katero so doslej obredli Slovenijo in zašli tudi v Avstrijo. Gre za poseben koncert, na katerem se s pomočjo glasbe, ki je v živo zapeta, in bogatim scenarijem, ki ga je napisal naš sogovornik, in ob številnih fotografijah in videoposnetkih sprehodimo skozi življenje Lojzeta Slaka. No, zagotovo je glavni namen je to, da ponovno in zopet prinašamo med ljudi, med ljubitelje Slakove glasbe, Lojzetovo glasbo, ki je tako posebna in enostavno, če tudi Lojzeta ni več med nami, ko se pojavimo v koncertni dvorani, v dvoranah sicer po Sloveniji, ko zopet zaigra, dobesedno ljudje dobijo občutek, da je Lojze z nami in mi z njim. Delovni naslov večera je v Slakovi zidanici, zato so v ospredju pesmi, ki opevajo vino, vinograde in zidanice, kakršno je imel na Trški gori tudi Lojze Slak in v kateri je njegov ansambel Fantje s Praprotna leta 2010 posnel zadnji videospot za pesem Veseli kletar. Vaša najljubša Slakova melodija je? Verjetno tista, ki mnogim Slovencem tudi pričakujete, da bom rekel Čebelar, žal je meni najlepša skladba je Glas harmonike. Leopolda Pungarčarja, scenarista in voditelja večera glasbe, marsikdo pozna med drugim kot igralca, pa tudi direktorja Šentjakobskega gledališča in predsednika Zveze motoklubov Slovenije. Kako ste vi povezani z harmoniko in pa seveda z glavnim protagonistom tokratnega večera? No, Lojze Slak je bil moj stric, seveda odraščal sem z Lojzetovo glasbo, v naši družini je harmonika in petje Fantov s Praprotna bilo vedno dobrodošlo in domače. Mi otroci iz družine vseh bratov in sestra Lojzeta, ki jih je bilo kar 10, smo s to glasbo rasli, gor nekoliko drugače kot ostala mladina z drugo glasbo in seveda zdaj jo dojemamo tako, kot je, takšna kot je in jo šele zdaj spoznavamo, kako v veliki meri je glasba res slovenska, ko Lojzeta žal ni več med nami. Ko omenjamo, da je ta koncert v sodelovanju z družino Slak, pomeni to, da na tem koncertu prikažemo Lojzetovo pot, Lojzetovo preteklost, Lojzetovo delo, Lojzetovo zgodovino in predvsem Lojzetove anekdote, ki so še kako zanimive za vse gledalce in poslušalce v dvorani in seveda, ko je zraven še družina Slak, si dovolimo tudi uporabiti arhivsko gradivo iz družine Slak in ničkoliko posnetkov, fotografij prikažemo, ki so včasih hudomušni, zanimivi in predvsem Lojzeta pokažejo tudi še v drugačni luči. Igrali in zabavili nas bodo poleg Leopolda Pungarčarja še koncertni ansambel Slakove glasbe, folklorna skupina Sveti Štefan, Slavko Podboj z Brajdimirjem in Karjavlom, pevski zbor osnovne šole Pirniče in veliki harmonikarski orkester. Res je, kamorkoli pridemo, že vnaprej povabimo k sodelovanju v tem koncertu najprej otroške pevske zbore raznih osnovnih šol iz tistega kraja, da z nami na koncu ali pa sredi koncerta zapojejo skladbe, ki so še kako čudovite in čarobne, ko jih zapojejo otroci. Tudi tokrat v Medvodah bo tako, da bodo otroci z nami zapeli par skladb, ki so res posebne in posebno zazvenijo takrat, ko jih odpojejo čarobni otroški glasovi. Sicer pa povabimo vedno harmonikarje iz tistega kraja, iz tiste okolice, da tako na koncu zaigrajo z nami Prešerno, z vsemi ljudmi, seveda Čebelar in pa v Dolini Tihi. In na koncu ponavadi še eno za povrh, to pa je ponavadi tista slovenska in tudi na Gorenjskem popularna Vrh planin. Svoje pa bo dodala še potujoča razstava z naslovom Moje plošče so moje knjige. Takšen je bil namreč tudi odgovor Lojzeta Slaka na vprašanje, kdaj bo napisal knjigo. Medvoščani se lahko pohvalimo, da imamo v svojih vrstah novega svetovnega rekorderja. Najboljši slovenski amaterski kolesar leta 2019, Andrej Žavbi iz Bil, je namreč v januarju na Poljskem postavil nov svetovni rekord na velodromu, in sicer v vožnji na 1 uro. Lastniku nove rekordne znamke v kolesarski kategoriji Master iskreno čestitamo.
31. januar 2020 bo odslej zapisan kot dan novega rekordnega podviga kolesarja Andreja Žavbija. V Varšavi na Poljskem v areni Pruškov je namreč postavil nov svetovni rekord na velodromu v kategoriji 60+ v vožnji na 1 uro. Ja, to v bistvu sem se odločil nekako 3-4 mesece pred tem dogodkom, ki se je pač zdaj zgodil. Drugače me pa ta izziv tako že kar dolg časa mal zanimal in tudi veliko stvari sem v njem se prej že pozanimal. Odločil sem se pa pred 4 meseci in pa sem pa začel vse priprave in nabavo materijala in vsega tega, kar je bilo potreben za ta podvig. Žavbi se je na postavitev rekorda na 250-metrski progi pripravljal sam. Poleg treninga so priprave vsebovale najprej intenzivno iskanje pravih informacij, izbiro velodroma, nakup prave opreme, najem časomerilcev, organizacijo doping kontrole in UCI komisarjev. Strošek celotnega dogodka pa je kril sam. Kako so potekale te priprave? Večino, glede na to vreme, zimo in to doma na trenažerju. Če je bilo lepo vreme, sem šel tudi na cesto, nekajkrat na Primorsko, v Kranj na pisto, ko je bila pa priložnost, sem pa na velodromu v Novem mestu treniral. In zdaj kolesarjenje na velodromu verjetno ima neke svoje specifike. Kako je potekala ta prilagoditev? Ja, ima kar veliko specifik, sploh ta disciplina, kjer sem se lotil. Imam nekaj izkušenj že iz prejšnjih svetovnih prvenstev, dveh sem se že udeležil v Manchesteru in zdaj, ker sem pa šel v Novem mestu treniral na velodromu, sem se pa pač toliko navadil, toliko prilagodil, tako da sem bil kar prilagojen na to in tudi treningi so bili taki, tako da sem bil že tudi en teden prej pripravljen na generalki, ki sem imel v Novem mestu, sem že tudi vozil praktično podoben čas, kot sem ga pol na tem preizkusu v Varšavi. Nova rekordna znamka tako odslej znaša 45.732 metrov. Prejšnji rekord je bil od leta 2015 v lasti Britanca Roberta Gilmorja, ki je v 1 uri prevozil 44.349 metrov. Ja, cilj je bil dosežen. Sicer jaz sem na začetku pred pripravom nisem bil siguren, če mi bo to uspelo, ker podobna disciplina v cestnem kolesarstvu je kronometer. Tam je sicer polovico krajša, ponavadi razdalja okrog 25 km in nikoli še nisem šel več kot mogoče 43-44 na uro. Tlej je bil izziv dobrih 44 na uro. Tekom priprav sem se kar dosti popravil, veliko stvari sem izboljšal, opremo sem tudi boljšo nabavil, tako da na koncu jaz sem kar za kilometer skoraj in pol izboljšal ta rekord. Andrejeva velika želja je sicer bila podreti svetovni rekord na slovenskih tleh, na novem modernem velodromu v Novem mestu, a žal v danem trenutku, ko je bila forma na najvišji ravni, ta želja ni bila izvedljiva. Ampak zataknil se je, ker v bistvu še niso imeli certifikata zaradi nekih malenkosti in tudi časomerilci, UCI komisarji in vsega tega niso bili toliko navajeni na ta dogodek in na koncu pač tam ni bilo mogoče tega narediti, čeprav bi najrajši tam. Potem smo iskali druge variante, v Italiji niti en velodrom trenutno ni odprt, drugje so tudi po par mesecev vsi termini zasedeni, na Poljskem smo prek nekih prijateljev se dogovorili in smo pač izvedeli in na koncu je izkazalo, da je bila optimalna opcija. Po lanski izjemno uspešni sezoni, ki jo je zaznamovala osvojitev kar 3 kolajn na svetovnih prvenstvih, pravega počitka za najboljšega slovenskega amaterskega kolesarja tako pravzaprav ni bilo. Velika želja je sedaj te rezultate še nadgraditi. V Avstriji je postal svetovni prvak v vožnji z vintage kolesi, na cestni dirki na Poljskem je osvojil bronasto kolajno, oktobra pa je v Manchesteru v Angliji na velodromu osvojil še srebro v disciplini scratch, kar je bila sploh prva slovenska medalja na svetovnih prvenstvih na velodromu. Ja, cilji so pa najvišji letos. Če bo sreča, bo v bistvu največji cilj, mogoče, če bom šel v Kanado, to je svetovno prvenstvo, spet pol je pač pri nas so te Franja, državno prvenstvo in dirke za slovenski pokal. V tujini pa poleg svetovnega prvenstva še svetovno prvenstvo v St. Johanu, ki je za masterje, kjer je tudi vintage dirka, pa na koncu sezone, če bo sreča, tudi v Manchesteru svetovno prvenstvo na velodromu. Že v januarju je Žavbi dodal v zbirko nov naslov, postal je državni prvak v ciklokrosu.
Formo bo spomladi gradil na dirkah v tujini, na slovenskih cestah pa ga bomo lahko videli šele v mesecu maju. Dobra volja je najbolja, je že skoraj pol stoletja geslo, pod katerim se srečujejo smučarski veterani z področja naše občine. Tudi letos jih zima skoraj brez snega ni mogla ustaviti, da ne bi tekmovali v posebni disciplini, ki nagrajuje najbolj povprečne smučarje. V Rudnem pri Železnikih se jih je na smučišče podalo več kot 60. Še dodatnih 20 pa je z navijanjem spodbujalo tekmovalce. Tradicija veteranskih tekem se je pričela pred več kot 50 leti na vaških smučiščih v Žlebeh, Vašah in Golem Brdu. Nato pa nekaj let potekala z zanimivim načinom merjenja časa na smučišču Športnega društva Partizan pod Osovnikom. Tam smo štopar kar na 1 uro, smo je rekli, vekrca. Tako da, če bi bil pa zvonik bližji, bi pa kar naturen štopal. Tako da, vedno je bil to en poseben vesel dogodek, smo se veselili pa malo norčevali tudi. No. Že na prvih tekmah so uvedli zanimiv način izbire najboljšega oziroma najbolj povprečnega smučarja kot zmagovalca. So bili med nami tudi odlični smučarji in če bi šli tako, kot sicer tekma vedno poteka, da je prvi tisti, ki je najhitrejši, in če bi pri tem ustali, potem bi iz leta v leto bili praktično eni in isti smučarji, prvi, drugi pa tako naprej. Potem smo rekli, pejmo mi majhen drugač organizirati to tekmo, ne organizirati, ampak ugotavljati rezultat, in smo potem rekli, naj bo pa tisti, ki bo imel srednji čas, torej srednji čas vseh smučarjev. No, in tako je stvar obveljala in do današnjih dni to traja. Tekme so se prvih 40 let selile po smučiščih širom Gorenjske, od Mojstrane do Soriške planine. Prelomnica pa je nastopila pred 10 leti, ko je ravno ob zaključku tekem umrl dolgoletni glavni organizator Tone Dobnikar-Kekec, kar je pomenilo, da je bilo potrebno dobiti novo mlajšo ekipo organizatorjev. Pa smo res prevzeli mi mladi v narekovajih, čeprav smo tam že od 60 do 70 let, in mislim, da zdaj že 9 let dosti uspešno vodimo in upamo, da bomo tudi naprej. Zadnja leta celotna organizacija poteka pod okriljem Planinskega društva Medvode, ki združuje tudi veliko tistih, ki se redno udeležujejo veteranskih tekem. Naravi človeka je, da smo radi v dobri družbi. Tukaj so sami taki ljudje, ki se radi družijo, ki radi malo potekmujejo, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, je pa to, da se dobimo skupaj, da se pozabavamo, da kakšno rečemo, da smo v krogu prijateljev. Ravno dobri odnosi med udeleženci veteranskih tekem že dolgo leto poskrbijo za celodnevno druženje. Tudi letos so po tekmovanju najprej odšli na turistični izlet po Škofji Loki. Srečanje pa so že tradicionalno zaključili s podelitvijo priznanj pri Bencaku. Priznanja za najbolj povprečne so tako prejeli med pripravnicami, starimi do 55 let, Irena Stare. Med pripravniki pa je bil najbolj povprečen Aljoša Košir. Med veterani sta bila najbolj povprečna zakonca Brodej, Magda med veterankami in Silo med veterani. Zmagovalca pa zanimivo nista domačina, ampak na tekme prihajata z Nizozemske. Veteranskih tekem pa sta se letos udeležila že 6. Veteranske tekme so zanju del dopusta v Sloveniji, saj je Silvo Slovenec iz Celja, Magda pa Nizozemka. In še ena zanimivost, tudi najhitrejša med veterani sta bila zakonca, Barbara in Franci Teraš. Organizatorji pa že pripravljajo jubilejne 50. veteranske tekme, ki bodo tudi prihodnje leto predvidoma na istem prizorišču. Jaz mislim, da teli železnikarji ali buldožerji, kakor si pravijo, zmeraj priskrbijo, da je proga urejena tako, kot je potrebna. Blizu smo, vse, kar pripada dobri volji, imamo na enem mestu, in jaz mislim, da je brez veze, da menjamo teren, na katerem smo. Lepšega terena še nismo imeli. Vabim pa vse ljubitelje veteranskega smučarja, da drugo leto, ko so jubilejne 50. da nas obiščete. Ni lih potrebno, da smučate, če navijate, ste tudi dobrodošli. Za jubilejne tekme se načrtuje tudi izdaja posebnega biltena, v katerem naj bi bila predstavljena zgodovina tega druženja.
dobra volja je najbolja. Pretekli vikend so se za članske državne naslove pomerili naši tekači in tekačice na smučeh, najprej v soboto v Planici v šprintu v klasični tehniki. Naslova med moškimi se je veselil član TSK Triglav Kranj Janez Lampič iz Valburge, srebro je osvojil Anže Gros, član NŠD Medvode. Anamarija Lampič je tekmovanje izpustila. V nedeljo je nato na Pokljuki sledilo še državno prvenstvo v klasičnem koraku na razdalji. Med ženskami je pričakovano slavila Anamarija Lampič, med moškimi pa je Janez moral premoč priznati zgolj reprezentančnemu kolegu Mihi Šimencu. Mariborska športna dvorana Lukna je 1. in 2. februarja gostila 63. državno prvenstvo za člane v badmintonu. Medvoški klub se je kot najuspešnejši klub veselil 3 naslovov prvakov in skupno 7 kolajn. Najuspešnejša tekmovalka prvenstva je postala Petra Polanc z 2 naslovoma državne prvakinje. Skajo Stanković, Beka Ljubljana sta slavili v ženskih dvojicah. S klubskim kolegom Miho Ivančičem sta že drugič zapored ubranila naslov državnih prvakov v mešanih dvojicah. Med posameznicami pa je morala Petra v finalu priznati premoč Kaji Stanković. Miha Ivanič je z Gašperjem Krivcem iz Mirne slavil naslov državnih prvakov v moških dvojicah. V 3 setih finala med posamezniki pa je moral priznati premoč Andražu Krapežu iz Beka Bit. Še 2 bronastih kolajn se je veselil Miha Ivančič med posamezniki in v moških dvojicah s klubskim kolegom Rokom Jerčinovićem. V preteklem tednu so člani košarkarskega kluba Medvode odigrali kar 2 kroga druge slovenske košarkarske lige. V 17. krogu so najprej slavili na gostovanju pri sosedih iz Škofje Loke s 55-70, v 18. krogu pa nato na domačem parketu izgubili proti ekipi Portoroža s 74-90. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali eno prometno nesrečo v Medvodah. Povzročitelj je pobegnil, vendar si je nekdo zapomnil registrske tablice in so ga odkrili ter ustrezno kaznovali. Vlomilci so vdrli v kar 3 osebna vozila, v Valburgi pa v stanovanjsko hišo. Policisti so morali posredovati tudi pri nasilju v družini, v Zbiljah pa kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe. Nasilništvo so obravnavali tudi v Valburgi. Na območju krajevne skupnosti Preska so se sprli sosedje, očitno precej glasno, tako da so bili na intervencijo poklicani policisti, ki so kršiteljem izdali plačilne naloge. Vlomilci ne počivajo, mi pa ne pozabimo spomniti na telefonsko številko policije 113, kamor sporočite, če opazite kaj sumljivega. Bodite pazljivi in pozorni na dogajanje v vašem kraju. Informacije o aktualnih dogodkih, ki jih obravnavajo tudi medvoški policisti, pa dobite na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. Če je še niste všečkali, to vsekakor naredite. Hvala za vašo pozornost v tej predpraznični informativni oddaji. Že prihodnji četrtek bomo z vami z novim izborom lokalnih novic Sotočja, Save in Sore. Nasvidenje!